Lepo pozdravljeni vsi, ki nas spremljate. Gledamo se v novi dvodelni epizodi Popotniškega snapa. Tokrat se bomo podali na severozahod Evrope. Z vami sem moderator Tilje Nipič, prostovoljec Popotniškega združenja, ki v partnerstvu z Mladinsko-kulturnim centrom Maribor organizira izbrano oddajo. V moji družbi pozdravljam mladega popotnika in aktivnega prostovoljca Matica Sternbergerja, ki nas bo popeljal po Irski preko lastne izkušnje in seveda svojega znanja. Torej, Matic, dobrodošel in pozdravljen v Popotniškem snapu. Ja, pozdravljen in hvala za povabilo. Ja. Hvala tebi, da si danes z nami. Za začetek nam lahko mogoče pojasniš, zakaj si se odpravil ravno v ta del Evrope. Ja, to je bilo v bistvu čisto spontano. Nam je, letos sem zaključeval gimnazijo in nam je ena agencija ponudila tako ko eni varianta šolski izlet, ni šolski, pač vse gre za agencijo, je čisto tako sproščeno. In se rekel, ne, letos nekam je treba iti, tako da se je ta Irska ponudila kot ena super priložnost, ker so poleg tega najponovadi agencije peljejo samo v mesto. Tle so pa rekli, ok, gremo čez celo Irsko, malo na podeželje, malo v mesto, malo na ceste, malo na vodo, je bilo super. Ja, to je prava obštudijska oziroma obgimnazijska študijska tura. Tako je, super. Zdaj pa lahko kar pričnemo s predstavitvijo in z začetkom tvojega popotovanja, potepanja po Irski. Tako, ne. Mi smo leteli iz Benetk, ker je dokaj frekventno letališče, ne, sploh na Irsko dosti leti iz teh nizkocenovnikov EasyJet pa Ryanair ima itak tam sedež, ne. Tako da zdaj tudi iz Trsta so uvedli dosti novih povezav, tako da se da dokaj lepo priti gor z avionom. Ne vem, cene so tam do 100 evrov, če greš tako v lastni režiji, ne, z agencijo bilo valjda bolj poceni. In seveda, mi, ko smo tam pristali, se že vidi oddaleč ta zelena pokrajina, ne. Res, kilometri te zelene ravnice, ki jo pri nas nismo niti vajeni, ne, ker je tam je nekoliko drugače podnebje in potem je tudi tista trava, ne. Bi rekli mi Slovenci, je sosedova trava bolj zelena, ne, in pri njih to res velja, ne, prav en tak drugi ambient, ne. Tudi, ne vem, mi smo šli recimo marca meseca, tam konec marca, pri njih je praktično skoraj vseeno, kdaj greš, ne, ker je oceansko podnebje in so te temperature nimajo neke dosti nihanja, no, tako da je kadarkoli je lepa Irska za ogled, ne. Torej, je zelena dežela, torej zaradi teh širnih planjav, ne, travnikov in pašnikov, sem pa zasledil podatek, da le dobrih 9% površine gozdov, tako da ima eden najmanjših deležov gozdov, ne, ravno Irska, če se ne motim, zato tudi. Tako je. Zaradi podnebja večinoma tudi, ne. Tako je, gozdov je malo, ker se vidi, ne vem, tudi v njihovi arhitekturi, hiše so večinoma kamnite, ne vem, ko je prišli na Kras, ne, tam ni nekaj baš dosti gozdov in je res sami travniki, ne, zato je tudi njihovo gospodarstvo večinoma dobro, zdaj je industrija in vse to, ono osnovno, ki je bilo prej stoletja, je temeljilo na živinoreji in kmetijstvu, ne. Ok. In ti, ko si bil na Irskem, si doživel to pravo, tako imenovano državno podnebje, si ujel ta prš? Ja, tudi vodič je povedal, tudi če je napovedano za ta 2 dni lepo vreme, ima več kot en dan v kosu, ko prenaski kuri sonce, ne boste doživeli. No, je pa pri njih tisti dež, ki je in ta vlaga, ni tak dež, ko smo ga vajeni mi, ne, ki se vščije in smo mokri skozi in skozi, je bolj kot ena pršica, ne, v bistvu ne rabiš niti dežnika, se človek sploh ne zmoči, tako da tudi če pada tam, redko kdo da nosi dežnik s sabo, no, tudi če pada, te ne zmoči, no. Tako da je zanimivo, je, ki nismo vajeni, ne. Ja, v bistvu mi smo obiskali, ki se rečemo, da gremo na Irsko, ne, ampak Irska je razdeljena, ne, na 2 dela, se pravi, večina to ve, ne, se pravi, južni del Republiko Irsko in severno Irsko, ki pa spada pod Združeno kraljestvo, tako mi smo obiskali ta južni del, no, Republiko Irsko, kjer pa, mislim, večina prebivalstva govori angleško, no, tako da z nekim osnovnim angleškim jezikom se da lepo vse sporazumeti. Irsko govori morda desetina prebivalstva, ne, se pa v zadnjem času kar trudijo, no, da bi to ohranili. Ne, je tudi priročno in kar se tiče sporazumevanja, vse je res lepa Irska, ne. Tako je, je pa vetrovno, ne, sicer v notranjosti niti ne, tam, ki smo šli na obalo in to pa zna kar tam piha, tako da, ne vem, če se vzame kakšno anorak vetrovko, kaj takšnega, ne, kar ok. Kako pa je pri prevajanju iz besed iz irščine v
klasični angleški jezik. Ja, zdaj v bistvu tako, ne. Oni imajo to, kar je napisal, in to je večinoma vse dvojezično, ne. Tudi z tega namena, da se irščino ohranja, ne. So pa že pred desetletji, če ne stoletji, ko so bili že Britanci oziroma Angleži gospodari Ircem, so njihova irska imena prevedli samo fonetično, ne, tako da nimajo neki dosti smisla v angleščini, ne pomenijo nič, ne. V osnovnem irskem jeziku so imela pa nek smisel, ne, tako da se imena nekaterih krajev zdijo zelo čudna, lik z tega razloga, ker so samo to fonetično prevedena, ne. Drugače pa irščina je pač keltski jezik, ne, in ni neke povezave, da bi lahko na hitro jo povezali z angleščino, bi rekli, saj to se pa sliši podobno, morda kakšna zadeva, ma ni, ne. Tako da, tam govorijo vsi angleško, tako da ni problem. Alora, ja, zdaj, kar se tiče malo, mogoče, če se dotaknemo zgodovine, ne, prej smo že govorili, da je irščina keltski jezik, ne, ker res prvi prebivalstvi, ne, ti Kelti in potem Angli, Sasi, ta plemena, ki so bila, so se naselili tam že enih 8000 leti nazaj in ki so imeli potem ta svoja naselja. Rimljani pa v bistvu tukaj niso imeli dosti vpliva na Irskem, ne, morda še kakšno trgovsko postojanko, velikega rimskega vpliva ni to bilo in se še zdaj mogoče pozna v kulturi, ne, tudi je prav Vodič poudaril, če primerjamo kakšne naše srednjeevropske kulture, mediteranske, ne, kjer so bili Rimljani, imamo mogoče mi, tudi kar se tiče temperamenta in tega, nekoliko drugačno kot oni, ne, morda smo res bolj taki temperamentni in oštri in to, smo po drugi strani tudi tako pozloženi, ne, in tukaj Irci so res taki sproščeni, mi tako smo šli na to kmetijo in to se tu sledi v nadaljevanju, se res vidi, ni bolj za vse, no, bi se reklo, to je res tudi odvisno od posameznika, se da zaključiti, no, imajo mogoče malo drugačno kulturo, kot smo mi vajeni, ne, jo je težko opisati, ne. Kljub gospodarske razvitosti pa takšni državi, no, vseeno so bolj sproščeni oziroma ni nekega takega klasičnega tempa, ki si ga predstavljamo, stresnega. Tako. Ni, res ni. Zdaj, kar se tiče zgodovine, ne, ki si že omenjal, oni, smo govorili, dobro, so prišli po to britansko krono in to v času prve svetovne vojne, ne, že v bistvu tam konec 19. stoletja, vemo, da je bilo nasploh v Evropi, v svetu, so bile takrat en čas spet nekih preobratov in to je bilo podobno na Irskem, ne, oni takrat najprej so jim Angleži podelili nekaj več pravic in seveda potem je bil to en boom, ne. In v času prve svetovne vojne, leta 16, so imeli oni eno prvo vstajo, ko so rekli, zdaj ne je zadosti, gremo, in je znana splošno kot velikonočna vstaja, ne. In po tej velikonočni vstaji, ki je bila sicer zatrta, je sledilo pač eno obdobje nemira in krize, tiskrat je tudi veliko Ircev emigriralo, ne. Na otoku naj bi ostala po enih podatkih zgolj petina Ircev, ne, 4/5 naj bi se selile, sicer, ali gre temu verjeti ali ne, malo tako neverjetno, ne. V glavnem, potem leta 22, se pravi 1922, so potem otok razdelili dokončno na dva dela, kot je razdeljen še zdaj, se pravi na sever in jug. Potem leta 37 pa je prišlo dejansko do ustanovitve, no, se pravi samostojne Irske, ne. Zdaj, tale nekako simbol, ne, te združitve, in to ne vem, če imam naprej, je tudi njihova ta trobojnica, ne, se pravi zastava, ki je sestavljena iz zelene, bele in oranžne barve, ne. Zelena predstavlja ta južni katoliški del, rdeča oziroma oranžna severni protestantski oziroma anglikanski, ne, in bela predstavlja nekako premirje med njima, ne. Tako da so želeli nekako to spravo upodobiti tudi na zastavi, no. Tako da barve niso brez pomena, no. Torej, poleg zastave kot simbola je tudi ta keltski križ, mimo katerega si prešel, ne? Ta krščanski sklenjen križ, pa tako, kot tudi v tvojem članku lepo piše, ne, ko si predstavil, ima poseben pomen, ne, ta, ki je navadno ornamentiran križ, ne, bogato ornamentiran. Tako, keltski križ je sestavljen iz kroga in navadnega krščanskega križa, ne. Krog je bil simbol Keltov, ne, smo že govorili, Kelti so bili predniki Ircev, oziroma
In oni so imeli krog kot ene simbol večnosti, ne, ki se nikoli ne konča. In seveda, tudi če je prišlo potem v 5. stoletju se je začelo pokristjanjevanje, ampak ker se kulture in religije ne more menjati kar iz danes na jutri, ne, potem še zmeraj ostal ta krog kot simbol Keltov in križ kot simbol kristjanov, ne. In se vidi tudi po njihovih pokopališčih, recimo vidimo pogosto ta križ, ne, tako da je ostalo še iz tistih dni, no. V spomin delno na Kelte in potem na prevzem krščanstva, ne. In delno arhitekture tudi, ne. Zdaj mogoče, če smo že pri tem prevzemanju starega in novega, ne, to se lepo vidi tudi na podeželju. Njihovo podeželje je praktično še nedotaknjeno, no, je takšno, kot je bilo, bi se reklo, 200 let nazaj. Pri nas se že vidi, ne, recimo iz časa socializma so te velike hiše in gor, ki niso bile, ne pašejo, no, niso originalne v našem podeželju. In smo morda Slovenci že nekako izgubili, mislim, so že redke hiše, ki so prav tipične za nekatere pokrajine, ne. Pri njih pa nekega take velike spremembe ni bilo, ne, in so še zdaj po podeželju take kamnite, nizke hiše, krite s krilovcem. Skrilavec je bila ta tradicionalna kritina, ki so ga mogli sicer uvažati, ga ni bilo vedno dovolj. Bela okna in barvna vrata, ne. Barvna vrata so nekako še izhajajo iz časa kraljice Viktorije, ko naj bi jim Britanci zapovedali, da mora biti vsa vrata črna, tipov simbol žalovanja. Masojerci iz protesta, ki niso marali Angležev, so jih pobarvali v barvno, ne. Varianta fička se nam za Viktorijo, ne. Ona bolj ljudska razlaga pa pač pomeni, da ker je imela vsaka hiša svoje barve vrata, ne bi pač pijani možje lažje našli pot domov, ne. Zanimive teorije. Tako. No, v bistvu mi prvi dan smo se podali smo sicer prileteli do Dublina, smo šli direkt na podeželje in sicer, ne vem, ene pol ure vožnje ven iz Dublina na farmo Burnety, oziroma Burnety farm. Ne Burnety, sem falil, Kozji farm. To je kmetija stara nekaj stoletij in je še tipo 50 let nazaj delovala čisto kot običajna kmetija, dokler se niso potem lastniki odločili, da jo bojo malo odprli za javnost, ne. Tam konec 90-ih let, ko je itak je prišel tudi internet in televizija in vse in to, so rekli, je treba malo popularizirati to irsko kulturo, ne, ki smo že prej rekli, recimo, da skrbijo za jezik in to, da ne propade, no, in ti so pa šli bolj na ta način, da se pa to kmečko kulturo, ne, tako da ta Kozji farm, tukaj smo se preizkusili tudi v peki njihovega kruha, ne, soda bread, rečejo oni, po našem bilo kaj kruh iz pecilnega praška, ker je res, je sestavljen iz bele črne moke, pecilni prašek, eno jajce in pinjenec dajo oni noter, ne. Pinjenec je pač tisto mleko, ki ostane, ko se dela maslo, ne. In ima zaradi tega bolj tak specifičen okus, ne, ki ni dober lik vsem, na koncu ta kruh prije pa ko eno pecivo, no. Pač ni kruh, kot smo ga vajeni, ne, tudi ko se dela testo, to so vse lepi, kot da bi kako avto delal, je zanimivo za videti, no. Tako da to smo poskusili. Na tej kmetiji imajo dosti tudi za otroke, se vidi, ne, recimo za Halloween, pri njih je to ta glavni praznik, ne. Mi ga povezujemo z Ameriko načeloma, ameriški praznik, ampak izvira iz, spet, če se vrnemo zdaj na Kelte, ne, se pravi keltski, ne. In ker so Irci potomci Keltov, je pri njih to kar velik pomp, ne, in potem naredijo tudi polja tam iz koruze, naredijo labirinte in svega iz svačega, no. Je pa v bližini te kmetije bilo dosti šotišč. Prosti, Matic, da te prekinjam, pri tej Kozji farm, no, pri tej kmetiji, torej si predstavljal, da je takšna doživljajska kmetija tudi za najmlajše, ima veliko aktivnosti, no, res bogato ponudbo. Tako. Tle je vsega, ne vem, otroki pridejo tam, krmijo živali, tam imajo neke skrivalnice, eno hišo leseno, ki je bilo prej skedenj, so komplet notri pregradili, so naredili čez celo labirint nekih tunelov in takega, zelo zanimivo. Še pol nas je nateral ta vodič, da ne gremo še mi probat, smo se vsi zataknili tam, reveži, ne, je zanimivo. Imajo živali od alpak do vsega, no, imajo dosti teh turističnih kmetij, no, ta je prav taka zanimiva, ker je res ona taka starinska in delajo prav domačini na njej, tudi sem imel priložnost se pogovarjati prav z lastniki, no, to so v bistvu sini in hči od teh prejšnjih lastnikov, ki so to kmetijo vodili, zdaj so oni pač dali bolj na take turistične namene.
Tako da, ma je zanimivo. Torej, ta kmetija je pa dejansko se nahaja v bližini Dublina, ne? Oziroma ni daleč Ja, stran. ni toliko blizu, zdaj ona v neki provinci, ki imajo oni to deljeno, se ne spomnim točno na pamet, kaj smo dali. Fordstown, to je Aha, okej. severozahodno od Dublina. Tako da, In severozahodno. tukaj se tudi to izvaja, to delavnico z peko tega posebnega kruha, ne? Ja. Kulinarična Ja, delavnica tle smo praktično. to delali. In res se vidi, res so se potrudili. No, tako, tle smo dali prav zastavice, da si podpisal svoj kruh, da se je videlo, kdo je najslabši kuhar na kraju, ko so prišle to skropucala nazaj. Dobro. Prave dobrote irske ste ustvarjali. Zanimivo, mislim. Tako, ne, in oni recimo, ki smo že pri tej njihovi hrani, ni tu neka strašna kulinarika, ne, ta njihov kmečka, recimo, jeli smo to in pol smo dobili neko mineštro, je bilo krompir, neko meso na grob, oni vse tako na grobo narežejo, ne vem, kosi krompirja, ne vem, tako kot damo mi za pečen krompir, recimo, ne, oni tam zmečajo in rečejo pih stew, ne, imajo oni to tradicionalno mineštro, bi rekli mi prašičja mineštro, ne, prašičja obara. Torej, bolj preprosto, tako podeželsko, ampak tudi s tem, kar imajo pri roki, pač, ne, vseeno ni Tako, zalog hrane obilo, ne, se to boš verjetno kasneje povedal tudi. Ja, itak. Ja. Ja, prnih krompir je recimo glavna poljščina, ne, ki jo imajo. Tam je tudi problem, ker je, prej, ko smo govorili o podnebju, ne, ker je dokaj tako vlažno, je tudi specifično, ne, zdaj za neke poljščine, ki zahtevajo dosti sonca in tega ne gre pri njih skozi, ne. Seveda. Tako da ja, okej. Nič, potem mogoče, če nadaljujemo, tle smo se peljali potem s traktorji, ker je spet zanimivo, ne, ko en panoramska vožnja s traktorji smo šli na Šotišče. Šotišča so tipična gor za Škotsko, Irsko, se pravi to severozahodno Evropo, pri nas jih nimamo, ne toliko, oziroma sploh ne vem, če so. Gre v bistvu za ostanke ledeniških jezer, ki v bistvu so bile kotanje napolnjene z ledom, ne, med ledeno dobo, in ko se je ta led stalil, voda ni imela kam iti in je tam ta voda stala, ne, potem se je vanjo logično posedalo razni odmrle živali, drevesa, rastje in se je ta biološki material nabiral, ampak ker pod vodo ni bilo kisika dovolj, da bi to zgnilo, je v bistvu samo se fan sprijelo skupaj, no, in so v bistvu tukaj eni, ko bi rekli, ko ene sediment je to, no, ko ena usedlina, ne. Zdaj šote so Irci še do nedavnega uporabljali za kurjenje, tudi se pravi so kopali, so delali kocke šote, ki so bile potem, so jih posušili in so kurili, no, samo potem je bil problem, ker so ta šotišča začela izginjati, ne, in so vseeno rekli, da z vidika zaščite narave, da je boljše, da se jih ne koplje, ne, ker je bil pol za ene kar šok, ne, ker so bili odvisni samo od tega, ne. Ima pa šota tak specifičen vonj, ko se kuri, tam smo imeli, se bomo potem še, to se mi zdi, da pol drugi del, Brnati Kesel, smo zakurili to šoto in prav tako smrdi, no, in to so imeli oni v hišah, tako da je zanimivo, ne, je pa v tej šoti je nastalo tudi dosti mumij, mi mumij sicer ne povezujemo z Irsko, ma obstajajo irske mumije, ne, to so bili v bistvu nesrečneži, ki so reve zablodili tle na to blato in je pa ta šota tako en živi pesek, ne, se pravi, te začne vleči in si gotov. Tako da, ampak spet, ne, ker ni bilo kisika, tudi človeška trupla ne razpadejo, no, so se v bistvu samo nekako mumificirala in potem so tudi v tem muzeju narodnem se lepo vidi, no, tam, ki smo bili pol, imajo te mumije razstavljene, so jih ljudje najdli med poljedelskimi opravili, ne, potem, ki so imeli tle njive, ne, so orali in so kar presekli kakega človeka s plugom, ki je bil dol ujet. Torej, ta šutna, ja, ta šotišča, ne? Šotišča, ja. Ja, so kar nevarna, torej, rekel si kot živi pesek, oziroma te lahko prav se pač ponesrečijo, ljudje tam torej so verjetno zavarovani, ne? Tako, mislim, zdaj načeloma folk ima toliko pameti, da ne rabi, da je to nekaj zelo ograjeno, ne, pa tudi ni, ne vem, da boš ti na hitro stopil gor, da te bo kar povleklo, no, če bi tam pač stal ali pa da bi bilo res ono bolj močvirno, da bi te povleklo, ni pa straha, no, da bi, je pa zanimivo, recimo tam, kamor je ta šota bolj steptana, ne, tle pod to klopco se vidi, neki je dosti ljudi hodilo, prav tla vibrirajo, kot da bi hodil po neki spužvi, ne, tako sploh ne čutiš trdnih tla, tako prav eno zadušeno, ne.
Zanimivo. ki si na luftu, ne, tle je tudi dosti zraka, mislim, ujetega vmes, ne, in pol vibrira, tako kot da bi stal na enem fedru. Zanimivo pojasnilo, razlaga. Tako. Potem, ne vem, to, kar se tiče v bistvu teh kmetij, to. Mogoče bi bilo še za omeniti, ne vem, tle smo probali tudi irski boben, ki ga imenujejo oni bodram. Gre v bistvu za boben, tak ploščat, podolgovat, ki ga igramo kot z enim svinčnikom, no. Tako da je tudi zanimivo in ustvarjajo Irci čudovite ritme iz tega, ne, tudi za njihovo tradicionalno glasbo. Tudi to se splača pogledati. Potem tle smo nadaljevali pot v Monaster Boys, to je bil rimski samostan še iz rimskih časov, no, kjer so bili noter krščanski menihi. In je tak lep spomenik na to pokristjanjevanje, ne, to je stavba iz 5. stoletja našega štetja, se pravi, je stara 1000 in pol je. Res fascinantno, da take stvari še stojijo, ne. Ta stolp na sliki naj bi služil za obrambo menihom in je tak lep prikaz, recimo, kako se skozi čas spreminja pokrajina, ne. Prvotno naj bi imel vhod stolp nekaj metrov na tlemi, tipo 10 metrov od tal, zdaj pa imaš recimo samo še 2 metra od tal, ne, ker nam sporoča nekako, da prihaja do erozije, se nanašajo nove plastine, oziroma da se tudi stolp tam pogreza, ne. Je pa, kaj spet vidimo ta keltski križ, ne, ki je simbol tega. Tudi njihova pokopališča, ne, so tudi taka zelo preprosta. Prej, ki smo govorili od podeželja, ne, da so še zmeraj te tradicionalne majhne hiške, tudi grobove, oni imajo take preproste, en spomenik, kamen, drugo je trava, ne, ni tako kot pri nas, recimo, ki smo vajeni marmorja in svega iz svačega, ne. Je res, da se vidi ene razlike v kulturi, no, take dokaj očitne. Tako da, ja. Dobro, tukaj smo potem nadaljevali pot v Dublin, to je bil že drugi dan našega potovanja. Na sliki vidimo eno večjih dublinskih katedral in zraven pač je bil včasih prizidano še neko poslopje, varianta samostan in to. Zdaj je pa noter urejen muzej Dublinija, ki prikazuje življenje vikingov, ne. Vikingi so bili sicer naseljenci na Irsko, oni pač vemo, da izvirajo iz severne Evrope, ne, so se potem naselili, ampak so tudi dosti pomembni, ne, oni ne bi bili ustanovitelji Dublina in so mu tudi nadeli to ime, ne, ker v njihovem jeziku je ime mesta pomenilo črna mlaka, ne, in zdaj ta črna mlaka pa izvira iz reke Liffey, ki preplavlja Dublin in je res take črne barve, ne, zaradi tega blatnega dna. Tako da je zanimivo. Potem v tem muzeju je lepo prikazano tudi življenje vikingov, so take lutke v naravni velikosti. Je pa res, ne, mi vikinga si ponavadi predstavljamo kot neke bojevnike z rogovi, z galejami, tam, ne vem, kot nek Asterix in Obelix, ne, so bili pa v bistvu taki čisto navadni ljudje, no, vsi. Tako da tle vidimo na sliki je obred pogreba njihovega, ne, značilno je bilo, da so zraven pokopavali orožje, je pa res čisto vsa področja življenja prikazana v tem muzeju, ne. Tudi ne vemo. Vikingi so, kljub temu, da se mi predstavljamo bolj drugačne, ne, so bili podobni ostalim ljudstvom, ne. Tako. Pa tudi so bili povezani, če so bili, pač za Kelti so prišli dejansko vikingi pol na Irsko, ne. Tako, ja. Oni so prišli kasneje, imajo pa res, ne, lahko najdemo povsod neke povezave za to njihovo normalnost, ne vem, v muzeju so njihove hiše, ne, ki so tudi dokaj podobne tem srednjeevropskim, srednjeveškim, ne, se pravi, ta timber frame, ki rečejo oni, ne, se pravi, konstrukcija, skelet iz tesana, ne, tesana konstrukcija, vmes polnjeno s trstičem in to, arhitektura je bila dokaj podobna, ne, to srednjeveška posod. Ne, in tudi, ne vem, druga področja v življenju, recimo barve, ne, tle, ki so na eni od teh scen, ne, je prikazano je tkalka, ne, in ima noter različne barvne vzorce, ne, tudi neke obeske in tako so imeli z različnimi barvami, ker tudi barve so nekako določale, ne, njihovo hierarhijo, tako kot drugod, ne vemo, pač navadne barve so bile namenjene za tipo rjava, črna, za povprečne ljudi, medtem ko modra, vijolična,
pa so bile za višji sloj, ne, in tu so imeli isto vikinge, tako da. Zanimivo. Je bila pa, ne vem, ja. Zdaj smo spoznali torej prav kulturo, vikinško kulturo na Irskem. Ja, tako, ne. Je res mogoče malo drugače, kot si mi te vikinge predstavljamo, tako, ne, iz nekih filmov, ali tako. Je res muzej, ki je vreden ogleda, no, je pa res ogromen muzej, mislim, dokaj velik, tako da 1 urca je premalo. Tako, za si ga z guštom pogledati, po moje 2 ure, 3 vsaj, odvisno, koliko vam je to všeč. No, tle je tudi prehod potem iz tega muzeja, se gre na cesto po tem kamnitem oboku v Cirku, potem tudi za spominke kupiti. Tako, no. Avtobusnih postaj je dosti blizu, tako da mislim, Irska nasploh mi se zdi tako, kot se mi je zdelo, tako dobro povezljiva, no, tudi kar se tiče prometa, avtobusi, tramvaji. Večino prometa pokriva ta TFI, se pravi Transport for Ireland, in po moje tudi kot turisti, no, se da lepo kupiti kakšne karte in tu. Je tako, no, tudi za tujce, ki pridemo tam, je pregledno. No, mi smo sicer potovali s coachem, ne, od agencije, tudi tako, če se gre v lastni režiji, ne, avtobus kar priročen za potovanje tam. Tudi povezljivost z letališčem, center pa letališče je dobra, tako da to so ok. Alora. S tem pa sedaj zaključujemo z vikingi, če se ne motim, pa tudi s prvim delom, torej pravljične Irske, potopisnega predavanja o pravljični Irski. Hvala vsem, da ste bili z nami, prav tako hvala tebi, Matic, za vse, kar si bil pripravljen deliti, in da si nam preko ekrana pričaral doživetje barvite otoške države. Izbrano epizodo lahko ogledate ponovno na YouTube kanalu Popotniškega združenja ali pa poslušate v obliki podcasta. Se vidimo torej v nadaljevanju pravljične Irske, do takrat pa bodite lepo. Bon voyage. Čau.